No, vse bolj napeto pa je v Iranu, nemiri se stopnjujejo, ulice gorijo. V protestih, ki jih vlada skuša zajeziti s komunikacijsko blokado, naj bi po podatkih nevladnih organizacij umrlo že več kot 500 ljudi. V državi ni interneta in telefonskih povezav, zato so v skrbeh za svojce tako Slovenci, ki imajo sorodnike v Iranu, kot tudi Iranci, ki živijo pri nas. Že nekaj dni nimamo stika z družino in prijatelji, nam pripovedujeta Iranca, ki živita v Sloveniji. Iranec Ali, ki zaradi svoje varnosti ne želi razkriti svojega obraza, je v Slovenijo prišel pred 23 leti. Domovino je zapustil zaradi vedno slabše situacije. Opisuje mi, kaj ljudje pod režimom vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja doživljajo. In je peljala otrok, mojemu nečak, do vrtec pa nazaj in je ruta je malo padla dol, ni čista in je dobila 3-krat opozorilo SMS, da se vemo, pač ta registrisna tablica, vaše naslov, dobite opozorilo. Tretjič, boste izgubili svoje izpit. Podobne zgodbe pripoveduje 23-letni študent Ali Ziaji, ki je v Sloveniji od svojega 12. leta. Zelo dobro se spominja svojih osnovnošolskih dni, ko je čutil, da je oblast vpeta v vse pore življenja. V šoli smo imeli nek sistem, da smo morali pač skozi ubogati tiste laži, ki so nam pač povedali, in smo bili pod pranjem možganov.